Na razpis za sofinanciranje kulturnih programov na področju umetnosti v obdobju 2018 do 2021 se je prijavil tudi mednarodno priznan mariborski pevski zbor Carmina Slovenica. Kot smo že poročali, je Ministrstvo za kulturo vlogo svetovno znanega in priznanega pevskega zbora v celoti zavrglo. Prav državna sredstva pa pomenijo pomemben vir financiranja neodvisni produkciji v Sloveniji. Seveda je popolnoma nerazumljivo, če zaradi nekega sistema, ki je takšen pač kot je, pripeljemo tako daleč ansambl in vse projekte skupine, kot je Carmina Slovenica, ki jo vodi Prešernova nagrajenka Carmina Šilec. Torej gre za neko ne samo mariborsko, za slovensko ikono, za mednarodno ikono, gre za našo dediščino in seveda ne glede na to, na kak način so komisije sestavljene, ne glede na to, kako zdaj stvari funkcionirajo in kakršnikoli so izgovori, popolnoma nedopustno je, da se takšnega projekta, kot je Carmina Slovenica, ne financira strani države. In kakršnikoli izgovori so pri tem pravzaprav prisotni, enostavno neke resne presoje ne vzdržijo. S pismom podpore se je oglasil neformalni kolegi direktorjev javnih zavodov z področja kulture v Mariboru. Vsi podpisani direktorji upajo, da bodo z javnim pismom podpore vseeno lahko doprinesli k spremembam. Ja, upamo da, ker je res neverjetno, da tako vrhunski kolektiv oziroma Carmina Slovenica z vsemi svojimi projekti in programi in z odzivi, ki jih ima v mestu, v Sloveniji in po svetu, da lahko izpade iz financiranja. Praktično se tega res ne da razumeti in verjeti. Da se v Mariboru na takšen ali drugačen način vedno borimo za kulturo, pa komentira tudi Matija Varl, koordinator območne izpostave JSKD Maribor. Generalno se v Mariboru vedno borimo za kulturo. Če se spomnite dolgoletne gradnje Lutkovnega gledališča, če se spomnite te farse, ki se dogaja okoli mariborske knjižnice, zdaj nam še na neodvisnem področju bomo rekli, jemljajo denar. Nekako nepojemljivo je, da korpus, ki se dokazuje že desetletja, ostane na nek način brez podpore. Na mestu je morda vprašanje, kaj pravzaprav korpus, ki je uspešen ne le na slovenskem, ampak tudi v mednarodnem in svetovnem merilu in ki skupaj s Carmino Šilec presega slovenske okvirje, mora pravzaprav dosegati, da doseže primerno sofinanciranje države. Mogoče gre tukaj pri nekih odločevalcih, da jim nekaj ni všeč, mogoče gre za njihove okuse, ampak spet smo pri tem, če so komisije takšne, da jim takšna stvar, ki pa ima vso javno podporo in to tudi mednarodno, ni všeč, potem je verjetno treba spremeniti sistem. Verjetno ima tudi minister neko diskrecijsko pravico, če je pa nima, bi si pa to diskrecijsko pravico moral vzeti in enostavno omogočil še naprej financiranje, ki itak ni bilo, bog ve kakšno, torej takšnega korpusa in takšnih projektov, kot jih poznamo pod imenom Carmina Slovenica. Dejstvo je, da so takšne rezi lahko usodni za samoprodukcijske enote, pa naj gre za Carmino Slovenico ali za katerokoli drugo neodvisno kulturno organizacijo s priznano veljavo. Šele konec tedna, ko bodo izkazane vročitve vseh izdanih odločb in bodo javno znani vsi rezultati razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za nevladni sektor, bomo lahko videli, kdo vse je tokrat izpadel in bil prikrajšan za nujno potrebna sredstva za razvoj in ustvarjanje.